Pa gremo pa naprej na trgovce, pa na njihovo kartelno dogovarjanje. Vi jim očitate kartelno dogovarjanje cen. Mislim pa, da je prejšnji teden ali pa 10 dni nazaj imel Mercator eno mnenje gospoda Langa, ki je neka avtoriteta, da pač te ceniki, o katerih je govora bilo na Mercatorjevi tiskovni konferenci, niso nič skregani z prakso Evropske unije, pa ta dogovarjanje načelno med trgovci. No, koliko sem pač videl v medijih, gre očitek Mercatorja mimo torej predmeta postopka, ker ves čas govorijo o neki praksi enotnih cenikov, ampak mi na enotnih cenikih v tem trenutku nimamo uvedenega nobenega postopka, kar je očitek, je domnevno časovno usklajeno ravnanje pri dvigovanju cen na nabavni strani. Torej, samo to je predmet našega postopka. Tako da vse tiste navedbe, kar sem jih jaz v javnosti videl, iz te tiskovne konference gredo mimo predmeta našega postopka. In zato me v tem smislu so malo presenetile. Čista megla za povprečnega gledalca. Nimajo zveze z našim postopkom. Mnenje gospoda Langa seveda je del dokumentacije, ki smo jo prejeli, smo tudi zadevo proučili in do tega se lahko brez težav opredelimo. Kako pa urad sodeluje z gospod pooblaščenko za javne informacije Pirc Musarjevo, glede na to, da je ona tista, ki se je usedla na način pridobitve dokumentacije v Mercatorju, recimo? Ja, dejstvo je, da je izdala eno odločbo, zaradi česar imamo večino zadev zapečatenih in te zadeve do konca postopka očitno bodo ostale zapečatene. Potem pa se bomo odločali, kaj s tem naprej. Tako da nekega izrazitega sodelovanja ne bi mogel reči ravno, da je, oziroma do zdaj smo pač bili deležni tega tretmaja, ki je v škodo našim postopkom. To ni nobena skrivnost. Še nekateri pravniki so tudi mnenja, da sodišča težko odločajo, če se recimo v tem primeru vaš urad pa urad Pirc Musarjeve med sabo prerekata na sodiščih, ali je to, kar so oni prepovedali vam, oziroma kar ste vi storili, v redu ali ni. Ne vem, kako to v naši državi, da se organi med sabo takole prek sodišč razčiščujejo zgodbe. Ja, se strinjam, da mogoče najbolj običajno ravno ni, ker bi že moral biti neki drug forum znotraj izvršilne veje oblasti, ki bi to razreševal. To bi bilo najbolj logično. Vendar, če gospa Pirc Musarjeva izda eno odločbo, pa ti v pravnem pouku napišejo, da imaš možnost upravnega spora, potem seveda bi bilo čudno, če mi te možnosti ne bi izkoristili, glede na to, da ti jo zakon da, pa ti ona napiše, da jo lahko uporabiš. Bi pa nekaj rekel, kar se tiče informacijskega pooblaščenca, se nimajo postopkov samo zoper Urad za varstvo konkurence, so tudi drugi državni organi, zoper katere ima podobne postopke. In če ta logika prevlada, to pol pomeni, da pač ima informacijski pooblaščen zadnjo besedo v teh postopkih, kar pa lahko, kot smo tudi mi videli, bistveno vpliva na učinkovitost dela drugih izvršilnih organov. In to pa potem seveda je problem. Ker potem bomo imeli en kup organov, ki pa ne bodo učinkoviti pri svojem delu, ker pač iz tega naslova varstva zasebnosti ne bodo mogli upravljati svojega dela. Ampak da ne bo pomote, mi ne želimo posegati v zasebnost, mi ne potrebujemo pooblastil, da bi pregledovali zasebne maile, ker to ni del naših pooblastil ali pa pristojnosti, če hočete, ali pa obsega predmeta dela. Ampak iz tega naslova pa je malce bizarno, da nam preprečijo dostop do nesporno poslovne komunikacije. Pa ste jih mogoče, in dali kakšnokoli ponudbo, stopili korak bliže, da je recimo njihov pooblaščenec pogleda, kjeri so javni, kjeri niso? Ja, vsekako, gledajte, to imamo tudi na zapisnikih, ko smo se sestajali, že takrat, ko smo upravljali pregled, rečemo pri trgovcih, vse posod so bili prisotni odvetniki. Drugo, kar je, mi nismo zaplenili nobenih informacij, te informacije in tudi ti imeli so bili nam izročeni. To moramo poudariti. Mi nismo proti volji nikogar nič kopirali. To nam je bilo preprosto izročeno. Zato nas je toliko bolj presenetilo, da torej ta argument ni prevladal v postopku pri pooblaščenki, da so nam bile te informacije izročene. Ampak, še enkrat, je nerelevantno. Iskali smo različne praktične rešitve, te zadeve zaenkrat neuspešno. Več ponudb, kot bi vi rekli, je bilo na mizi, kako temu pristopati. Med drugim smo mi tudi predlagali, da, kar se nas tiče, lahko informacijski pooblaščenec odbere tako imenovane zasebne maile, pa mi sploh tega ne vidimo, ali pa da nam dajo seznam teh zasebnih mailov, pa mi tudi ne pogledamo, pa preprosto jim te zadeve izročimo, ampak to je bilo vse neuspešno. Kje so zdaj te diski računalniški, ki so še zmeraj zapečateni v blagajni v sosednjem prostoru?